Glede na to, da smo gledali res poučen film Mladoletnice, je moja tema danes resnično aktualna. Hvala Egidi za to besedo Božjo, ki je prišla preko mlade deklice. Iskrena hvala. Ja, res je. Beseda Božja se oznanja tudi preko YouTuba. To besedo Božjo oznanjamo tudi v Društvu za srečno življenje Belis. In danes je moja tema iz raja za raj. Ne v raj, ampak za raj. Zakaj je tako pomembno, da govorim za raj? Zaradi tega, ker dobivamo resnično veliko sporočil, veliko besede Božje ravno iz Božjega kraljestva, preko Svetega Duha, preko svetih knjig, preko Svetega pisma, preko prerokov, preko svetih na zemlji. Pa ne zato, da nas bi kritizirali ali komandirali, predvsem iz ljubezni do vseh nas. Ljubezen je ta, ki govori skozi Sveto pismo, ki govori skozi govore najrazličnejših misijonarjev v tem trenutku po vsem svetu. Ja, smo v poslednjih časih. V tistih poslednjih časih, ko moramo ne samo slišati besedo Božjo, ampak jo tudi sprejeti in tudi zaživeti. Ja, ni enostavno gledati svoj pametni telefon in ga ne gledati. Tako je narejen, da nam krade čas, krade dušo, uničuje našo avro, uničuje naše lepe medsebojne odnose. Res je. Vendar imamo vsi svobodno voljo. Lahko rečemo ne in lahko rečemo da. Lahko odložimo, lahko ugasnemo, lahko gremo molit v svojo kamrico, lahko naredimo kako dobro delo. Veliko je možnosti, da ne nasedamo manipulacijam, sporočilom preko pametnega telefona. Ljudje, ki niso naravnani na Božjo besedo, na dobro, postanejo nervozni, kadar se govori o Božji besedi, o ljubezni, o odpuščanju, o spravah. Enostavno so nervozni, ugasnejo, mogoče celo grejo pokaditi kak cigaretek ali pa popijajo kozarček vina. Vsak na svoj način, svoj notranji nemir utišuje, ga skuša ugasniti in vendar se ga ne da drugače kot z Božjo besedo, kot z močjo modrosti, z močjo branja svetih spisov, z močjo molitve, z močjo osebne svobodne volje, da rečemo ne vsemu tistemu, kar ni v skladu z najvišjo Božjo voljo. Naš statut v 9. členu, prvi alineji, govori o brezpogojni ljubezni. Ja, brezpogojna ljubezen ima v sebi veliko moč.
očiščevanja, moč zaščite, moč, da nas opozori, kaj je modro in kaj ni modro za vse nas. Če beremo Sveto pismo, če gledamo oddaje, kjer se govori o božji ljubezni, o brezpogojni ljubezni, o spravah, o medsebojnem miru, o dobrih stvareh, vse to v nas jača. Nekateri pravijo, če hranimo z dobroto, našo dušo je vedno bolj dobra. Če jo hranimo s hudobnimi mislimi, z sodbami, z jezami, je naša duša vedno bolj hudobna. Ker sejemo, to žanjemo. Iz raja za raj je zelo preprosta pot. Resnično preprosta. Tako preprosta, da redko kdo po njej hodi. Ljudje radi zakomplicirajo. Jim je dobesedno dolgčas, če se nič ne dogaja. Ko ljudje poslušajo na televiziji poročilo o hudobijah na tem svetu, kar gledajo, kar utrpnejo. V bistvu jih je še celo strah in vendar te oddaje ne ugasnejo. So kot uročeni in gledajo in vse to duša vpija v sebe, v srce in tudi v telo. In noči so nemirne, jutra so zelo neprijetna, ljudje so utrujeni, nejevoljni, prepirljivi in ne vejo, da samo zato, ker so gledali poročila o katastrofah, ki se dogajajo na tej zemlji. Na televiziji je veliko več slabih novic, kakor dobrih. Nekje je ena statistika najmanj 13 slabih novic in le ena dobra. Moralo pa bi biti obratno. Več dobrih stvari. Koliko je res dobrih stvari, ki se dogajajo čez dan? Zanima me, če ste vi, dragi člani Društva za srečno življenje Belis, še kdaj kjerkoli zasledili, kako v društvu Belis smo pridni, kako delamo za vedno večjo luč v Sloveniji, za lepše medsebojne odnose, za spoštovanje ustave, za pravno državo. Ste kje zasledili? V kakem časopisu? Morda na televiziji? Jaz osebno še ne. Kritike pa ja. Ja, radi pišejo negativno. Tudi v našem društvu so si dovolili pisati marsikaj, kar ni res. Zakaj? Ker hranijo ljudi z strahom, z sodbami, na ta način se jih da manipulirati. In kje je rešitev? Zelo preprosta. Vsak za sebe je odgovoren, kaj posluša, kaj bere, kaj govori, kaj dela in v kaj verjame. Iz raja za raj je zelo preprosta pot. To je pot, da sprejmemo to neskončno, brezplačno ljubezen, ki je resnično zastonjski dar za vse nas. Sprejmemo jo, napolnimo svoje srce, svojo dušo in telo z mirom, svetlobo, z ljubeznijo, z zrakom, z lepimi medsebojnimi odnosi, z dobrimi deli. Naše telo je polno radosti. Naše telo je lahko zdravo, ker samo ljubezen nas zdravi. Ne zdravi nas sodba, ne zdravi nas bolečina,
Ne zdravi nas jeza, ne zdravi nas vera v smrt, vera v trpljenje, vera v revščino. Ne, to našo dušo ranuje in s tem tudi naše telo in naša dejanja. Iz raja za raj je res preprosta pot. Malo kdo po njej hodi, ker je tako preprosta. In Društvo za srečno življenje Belis v 9. členu prva alineja preprosto pove, da je naše vodilo brezpogojna ljubezen. Da jo sprejemamo in jo darujemo naprej. To je naše poslanstvo. To je tisto poslanstvo, ki ga živimo v Društvu Belis za srečno življenje. In to je poslanstvo, za katerega se lahko popolnoma vsak odloči. Ne rabi diplome, ne rabi doktorata, ne rabi magisterija, tudi ne rabi denarja za to, ker je to zastonjski dar. In kdorkoli se odloča za to ljubezen, ki jo sprejema in jo daruje naprej, je srečen, zdrav, pa tudi večen. Hvala lepa za vašo pozornost.